Kot je od moje sodelavke mama, je na Telemach klicala, ki jim je strela udarila v televizijo, ne? Mislim v štrom, ne? In jim pač ni nič delal, router je crknil, ne? In ni nič delal in pol ona na uno tehnično pomoč kliče, ne? Pa prav, gospod, mi vse imamo, pa nič nimamo. Ja, to je. Ki hodila povedati, da imajo vse in internet in telefon in vse in da nič ne dela. Kako pisati napako? Kako pisati napako? Ja. No, ne tako. On si je verjetno predzapisal, da je šeral. Zaradi takih imamo, najprej prežgati pa ugasniti. Zdaj pa počasi lahko pičmo, ali kaj? Pejmo, ne? A smo kaj veseli, kaj je nova sezona? Nova sezona! Veš, kaj moramo tudi, to medklic za pol, je treba še obdelati tele, a pa ne, se lahko to kar zdaj, ker drage poslušalke, dragi poslušalci, za prvo epizodo nimamo nič zapiskov, razen to, ko boste pol slišali, da jih imamo. Bi pa v bistvu, veš kaj se moramo najprej zahvaliti vsem, ki so zdržali z nami in vsem, ki so dali feedback na Twitterju pa na Instagramu, da ni predaha, pa da ni, da nimamo nič pauze. Nemo odmora, dok traje obnova. Tako, no sleep till Brooklyn. Še od prejšnjič moramo reči, hvala lepa Mihi Rekarju, Ivanu Draxlerju pa Luki Ferlanu ki so na Instagram storije objavljali. Ne? Hvala. Ja, to je dobro. Hvala. Ivan je tudi tweetnul enkrat, kdor ne posluša, ne ve, kaj zamuja, jaz umiram od smeha, ampak ta je res dobra. Ker ne, moraš poslušati, da veš, kaj zamujaš. Kar je res. Tole moramo še obdelati, če se komu ljub spomniti, da je Matej Artač napisal, da je nekje izgubil odgovor na misterij, odkot se je vzel ukaz za zapiranje in odpiranje zračne zapore, ki se ga Edi na koncu 19. poglavja ni nadejal. Veš, to je takrat, ko so vrata so se zaprla pa odprla. To se spomnim. Kdo je šel pa ven? Kdo je šel pa ven? Da je na koncu miške, a to mislite takrat? Miške so dale ukaz. Miške so dale ukaz, tako. Ja, miške so dale ukaz. Zdaj smo govorili o tem, sam nismo hoteli povedati, zdaj se spomnim. Ker sem jaz še prav študiral, kdo bi lahko bil, ampak vse, miške so bile. 2 mali miši. Tako da, Matej, to je to, rešen. Ja, okej. Zdaj pa lahko počasi gremo v ta uradni del, kukor ga imamo. Ja, pejmo, ne? Pejmo. Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Ni samo podcast, ampak način življenja. Mi pa v podcastu govorimo o življenju, vesolju in sploh vsem in po nekem čudnem naključju tudi v enem poglavju knjige Restauracija ob koncu vesolja? Zdaj mogel reči, v bistvu v enem poglavju trilogije v 5 delih. V drugi knjigi Štoparskega vodnika po galaksiji. Na to, kot tem, koliko imamo pripravljeno. Ful smo pripravljeni. To je bilo to. To je bilo zdaj, to vi mislite, da je bilo tako. To je bilo vse zvaleno. 4 mesece že. Na moji piše, pa so vse knjigce noter na prvi strani na pletnici, hardcoverju, piše Štoparski vodnik po galaksiji. Po vseh to piše, tudi po moji. Tudi angliški hočem reči. No. Mislim, da smo... Tako? V drugi knjigi, no, v glavnem. Ja. Tako. Mi pa smo. Aljo. Peli. In Zi. Podpora. Že za 1 evro na mesec. Na hvala za vse ribe.si. Hvala vsem, tudi bodočim podpornikom. Več vas je, več piva na pelicon.bir lahko kupimo. Piši kodo brez panike za 10% popust pri nakupu. Poslušalstvo, hvala, ker se z nami tudi v restauraciji ob koncu vesolja.
Če bi radi bognečev restauracije še večja, povabite prijatelja ali prijateljico ali nas oceniti na Japkih. Hvala. Torej, Na Japkih. ja, piše na Japkih, kaj? Vdiha. Sej vsi veste, kaj sem mislil. Ja, tako. Med ljudstvom ful bolj priljubljen jabolk, kot je ta jabolko navdiha, ki ti ga pahor da. Ne? Vse je bolj priljubljen, karkoli ti pahor da. Jabolko navdiha, pahor ga še sam sebe rad da, tako da, kot smo slišali, kaj je bil pri nas gosta. Takole bi za tole epizodo bi naredili nekaj prav posebenega, draga prijatelja moja. Povej. Če hočemo to narediti tako, kot se zagre, bi jaz vam predvajal samo eno stvar, ker imam posebenega citata gosta. Sam da dam na glas. Opa. Lois Kodre. Uvod v drugo knjigo. Obstaja teorija, po kateri bo vesolje v primeru, da bi kdo odkril, čemu služi in zakaj sploh je, pri priči izginilo, nadomestilo pa ga bo nekaj še bolj čudnega in nerazumljivega. Obstaja še druga teorija, po kateri se je to že zgodilo. Ne ga srata, kaj? A niste slišali začetka? Ja, sva. se nega. Obnemel. Čisto to so zdaj, to je bilo zdaj, noga mi je dol padla, ciljus mi je dol padla, pa tudi noga. Bilo tako, da mi je vse dol padlo. Sem po tipku gospoda Kodreta in prosil, če bi nam lahko on prebral intro v drugo knjigo, pa se z veseljem strinjam, ampak sem rekel, da bom prišparil to za danes, da bo presenečenje. Wow. Lepo. To pa res. Ampak Lois, a veš? Lois, kolega. Se je predstavil kot Lois, ne Alois. Smo imeli prav ves cajt, ko smo se... Veš, da je Lois. Ko smo se malo hecali. Ja, seveda. Nismo prijatelji, ampak se pa... Se pa čutimo. Se pa čutimo. Mi smo, vsi smo mi Lois. Se beremo. Tako da ja. No, v bistvu sem se hotel o tem odstavku pogovarjati, ampak imamo kaj veliko za povedati? Se pravim, kot sem vam že rekel, veš, jaz tega zelo rad parafriziram, da vesolje zamenjam z ženskami, veš. Ja, sem študiral, da tudi o tem se nimamo veliko pogovarjati, razen to, da če bi hoteli biti politično korektni, moramo, če bi bili, se postaviti v vlogo žensk, pa one zamenjajo vesolje z moškimi, pa je približno isto. Ja, sej. Mislim, veš, ne. Čeprav amben od nas ni ženska, tako da težko razumemo. Težko razumemo, ja. Težko smo pametni. Poj pa to zdaj v bistvu interaktivna naloga za naše poslušalke, da povejo, če v bistvu tale odstavčič velja tudi, če na mest vesolja zamenjaš z moškimi. Da vidimo, če je isto mnenje tudi v drugi strani. Pregovorno ne bi bili, stereotipno ne bi bili bolj predvidljivi, kot ženske. Tako, ampak. To je res, kar se nepredvidljivosti tiče, je tle mogoče. Vesolje pa s svojimi zagonetkami. Ampak pustimo se presenetiti, mogoče tudi veš, na drugi strani isto mnenje. Čeprav se pravim, kot ste rekel, stereotipno. So imeli res bolj, kako bi rekel, v športnem žargonu smo na prvo žogo. Predvidljivi smo, a veš. Ja, lej. Ne vem, težko rečem, ker mislim, kot si rekel, pač nismo. Sem pa ful enih stvari bral v razvoju vesolja, da bi lahko pametil, sam sem ugotovil, da karkoli od tistega, kar sem bral, neke pametovanje s Stephenom Hawkingom pa temi raznimi in znam poljudno znanstveno sestaviti en stavek, tako da sem obupal nad čemarkoli, kar bi se šlo z zgodovino vesolja. Da boš dal en tak povzetek. Hotel sem tako malo, hotel sem najti kakšen tak fun fact. Jaz sem mislil, da to znanstveno.
Edino to, ja. Hotel sem na ta vesoljski, ne, pa tako da vam nisem pol niti v Slack nič pisal, brez veze. Ja. Sem pa pol iz same togote šel brati od tega Neil Gaimana knjigo od Douglasa pod Štoparca in sem naletel na par zanimivih faktov. In en je to, da veste, zakaj je knjiga tako kratka, pa se neha kar tako na sred. To pa mislim, da smo že enkrat imeli. Nismo, ampak mislim, je bilo pa že velikrat zaradi rokov, ker je zamujal, gospod. Ja. Gospod je toliko zamujal, da sem mu pri založbi rekel, lej, jutri pride kurir na mopedu, daj manuskripte, kar jih imaš, zaključ ta zadnji odstavek, pa je to, mislim... Tole boš objavil, pa če te... Tole boš objavil, pa fertik, ker to je pa zdaj že tu malo zamudene. Tako da pa sem šel še brati malo naprej, ker me zanima, ne, v bistvu je bilo... Mislim, so bili strašno zadovoljni in bede naklada z tipičen sci-fi knjigo takrat ba 100,000 izvodov ali 10, no rečemo 100, no založba je pa printala na 600,000, kar v štartu. Že takrat so vedeli, da je hit ali kaj. Ja, in so tudi, kljub temu, da je bila napol napisana. Na svojo roko so šli v bistvu s tako nakladovano, kaj? Ne, oni so vedeli, da ima, se ne vem, čistoče nam je imel že obedve radijski igri od Zun. Ja, takrat je že bilo. Najprej radijska igra, ki je bila tudi velik hit, ne, ni bilo tako. Ne, on je imel samo prvo epizodo, mislim, prvo serijo radijske igre je imel od Zun, takrat. A veš, 79, 80 je bila druga knjiga, ne, 79 je bila prva knjiga, pa no, to pa v teh letnic pa nisem preveril. Ampak vedeli so, da je prva sezona radijske igre, da je bila totalni hit, ne? Tako da so kar pojačali print, mislim, naklado in se je izkazali, da so imeli še kako prav, ne? Tako da pa so imeli pa še ene par, to moram pa prav najdeti, še ene par idej, da bi ene par znanih Angležev kaj rekel, pa kaj ne pisali na teh blurbov na platnice. Ja. In seveda, zato ker je bil prijatelj z Monty Pythoni, ne, je Terry Jones napisal ene par zabavnih. Boste slišala. The funniest book I have ever read today. Terry Jones. Probably the funniest book in the universe. Terry Jones, zvezdica, dictated by Douglas Adams. Terry Jones jih je ful na klestu, ne, kao. John Cleese je bil pa bolj suhoparen, pa je rekel, really entertaining and fun. No, tako, malo te štoparske trivije. V bistvu je knjiga, prva knjiga to kratka, ker je pač gospod zamujal. Ja. Make sense. Njegova ta neljubšene, da morat kako roki švignejo mimo njega, ne. Zvesto držu tega. Očitno je bil, to ni bilo toliko. Ja, sej. Je bilo kar zares. Ja, okej, dobro. Imamo še kaj? Kaj moramo zdaj, kaj za nazaj povedati, ali kaj? Pejte knjigo brati, to je to. Kaj? Pejte knjigo prebrati, potem ven. Oziroma, pejte poslušati vse. Vse smo vse povedali že. Ne, heca se. Lahko naredimo kratek. Če bi kdo začel nas poslušati tukaj, pa da ne bo preveč rdeče niti izgubil, ali... Malce se pohecal. Ja, lahko bi. Veš, kaj bi še lahko naredili? Eno prijetno skoristim, ne? Ker sem šel gledati na slovensko Wikipedijo in sem ugotovil, da je v bistvu ta za nazaj povzetek v Wikipediji res slab. Tako da, kaj če naredimo mi eno kratko obnovo, pa povemo, kaj bi bilo treba pri obnovi, kaj bi bilo treba v zapisu v enciklopediji popraviti. Kaj? No? Oni imajo tako slab, da nimajo točnega zapisa, ali kaj, v obnovi? Lej, za nas, ki smo hardcore tisto, ne, ja. Se mi zdi, da je divje netočen. Čak sam, da najdem zdaj. A misliš, da je, zdaj lihar nekaj, a misliš, da je to tako, a veš, kao entrapment varianta, ne, za bodoče, ne vem, dijake, ki zihar se ga lotijo, a veš, pa reče, ja, valjda sem prebral, pa grejo pa na Wikipedijo gledati, ne, pa jih pa Fox slovi na tem, a veš?
da oni zanalaš in kažem parfoks ruknu. Tako da veš, vse je približno isto, sam, a veš, neke mal ne cukrčke, ki veš, da nisi prebral. Samo obnovo prebral na Wikipediji. Da te najde, a veš. Okay, če bi bilo to za Miklovo zalo ali pa ne vem. 10. brat. Te Miklova, veš, lahko ne različiš. Razumem, ne, ampak to je pa zabavna knjiga, veš. Se strinjam, valjda, ampak a veš, ne, lej. Čeprav mislim, ne vem, no, mogoče, samo ugibam, teorije zarote, zdaj so popularne. Ja, to je res. Ja, pazi, zdaj gremo na tole Wikipedijo, na hitrico pogledati, kaj se zgodi. Ko jo v vagoni vržejo z ladje, naštopata Zlato srce, narobe. Ja. V bistvu jo ne zaštopata ona dva zlatega srca, ona da sta prej zaštopala vagonsko ladjo oziroma dentrasije. Zlato srce ju pa čisto po naključju. Poberejo, ne? Po naključju, ja. Kot smo rekli, 2 proti 268, ne, 267, neki. Telefonska številka. Sicer v njihov zagovor ne piše tukaj naštopata v navednicah, ne? Tako, ja. To je zato, ker naštopata ni slovenska beseda. Okay. No, gledam, to bomo popravili. Vse bomo popravili, vse zdaj bomo šli s krvno čez in vse popravimo. Mislim, tako, se v bistvu ni tako divje natočen, kot je šlampast, pa tako brez veze napisan. No. Ja, to se pa strinjam, da je zelo tako. Mislim, tudi enciklopedično, veš, kako mora biti te zapisi v Wikipediji, mora biti lepo enciklopedični. Sam tole ni enciklopedično. Tole ni enciklopedično. Ne. Mislim, ja, ne pravim. Bomo pa to pretresli, ne, pa probali popraviti čim več, ne. Ja, v bistvu lahko pa povabimo tudi poslušalke in poslušalce, če imajo kakšno boljšo, če imajo kakšno idejo na standardnih kanalih, nas najdete, oziroma se lahko kar na Wikipediji vi popravite, pa naslednjič, ko bomo mi snemali, mi preverimo, če je že kaj boljše ali je še zmer to tako kukar. Čeprav meni zdaj to tako... Ja, pa to... Bomo vam težili, dokler ne bo v redu. Ne, pa to... To jim prepreči policija, ki udre na Magratejo. Prvič, ne moreš udreti na planet, ne, mislim. Se pravi, mogoče... V bistvu lahko, ne, ker so tudi oni, ne, ki je bil zaščiten, ne, in moraš v bistvu dejansko udreti, ne. Ja, samo to so... Una dva nista, Šuti pa Bang nista nič udarila, ker je bilo že... Seveda, ker je bil že sproščen un sistem. Ker je bil že zmanjkal roket. Ja. Tako da, no. Preberite knjigo, ker boste si s tem en dober del naredili. Tako. To je res. Lahko sicer tudi nas poslušate, ne. Sam boste za obnovo, ker bomo mi prišli do konca. Lej, mogoče vas bo pa ena stvar, boste šli kam drugam, kar razmišljali o tem, kaj se dogaja zunaj, pa z našimi predragimi politiki in vsemi temi. Tako da boste šli na malno Magratejo. Boljš, ja. Pa malo okrog po vesolju. To je vse del tega velikega računalniškega programa. Tako da se te imeli fajn, ne pa razmišljati. V bistvu sploh nimamo kaj sekirati, gleda. Vse že naprej določen. Vse bo šlo, vsi. Se pravi... Ne, da veš... A je že vse naprej določen, ampak B pa tudi vemo, da je bilo vse zavoženo že na drevju. Ne? Točno to. Oziroma, eni pravijo že celo prej. Seveda, ja. Mislim, jaz ti tako mislim, da se spet na one ženske navežemo. Ne? Ja. A veš, jaz mislim, da moški sploh ne bi zlezeli z drevja, če ne bi bilo žensk. Ker moški bi rekel, si dober, a veš. Vse v redu. Si kao morinala, veš, dol, ne. Bohle, da bi na drevju še znali per narediti, ne, da se alkohol nauči delati. Stari moj, ne gremo nikamor več. Nikamor. Pa se v redu, lej. A mislim, da so ženske nas dol sterale. Pa pet gremo dol pogledati, pa kvamo dol hodili, se je kle čisto v redu, a veš. Ja, pa lej, senca je tlake, piha, a veš. Piha sadi tudi gor. Levček ne pride, ne, a veš, imaš nekih strašnih problemov, ne. Za pojest je gor,
Kva češ lebika? Ne, jaz mislim tako, pa ne, to ni niti slučajno, da bi se bilo kaj šovinistično, ampak jaz mislim tako, da so ženske pač so dejansko gibalo napredka. Ne, one pač... Jaz sem tudi tako mislil, ja. Absolutno, iščejo nove stvari, mislim, jih zanimajo. Ne, mi smo predvsej bolj taki pasivni, pa. Ne, in še lepo, mogoče, ker se, ne vem, za tako, kaj iz živalskega sveta, ker se malo za samico potrudiš, ne, takrat te pol malo izune cone obdobja sprav, pa se v tunga fuzbala, ne vem, česarkoli že pač počneš, se mečken mobiliziraš, pa. Ja. To je zdaj tak zelo... Mislim pa polka smo v bistvu ugotovili, da ne, ta moč, a veš, kaj smo bili, ker nas je bilo na novem drevesu, nas ni bilo veliko, ne, to pač malo, ne. So bile skupnosti mehne, ne, valjda nismo bili, ni bilo za cel New York na enem drevesu. Če ne bi bil velik drevo. Pa, ko smo šli pa dol, pa so začele skupnosti delovati, pa pač pol tudi skupnostmi je mogel biti tudi en šef, ne, ali pa vladar, ali pa neki, ne. Pa takoj pride politika, ne, pol je pa ljudem, a veš, stopal v glavo, ne, da veš ta. Pa moš pa Janša na koncu. Neko se je začela ta evo ti evolucije. V bistvu ta derka, ne, ki je da moraš biti najbogatejši mrtvak na pokopališču na koncu, ali kaj. Tako, ja. Ja, sam si pa na najboljšem delu pokopališča pokopan, veš, poba. Pa res imaš iz marmorja imaš narejen spomenik, ne? Nekjerga kol. Ja, nek v enih italijanskih hribih mora biti tudi lomljen ven, da je res ta bolj. Iz Davidovega kipa marmorja, če imaš do zmarja. Eni pa res znajo živeti. Ja. Tudi po smrti, ja. Ne vem, džabe, skrb, ja. Ok, dobro smo zabluzili zdaj. Tako da... To je to za prvo nično epizodo sezone, ali kva? Ne, še eno vprašanje. Daj, povej. No, povej. Kaj ti še moramo razložiti? Ti samo vprašaj. Vprašanje za odgovor na vprašanje v življenju vesolju, sploh vsem, če ga veste. Ne, heca se. Vse to smo se že pogovarjali, ampak koliko se spomnite druge knjige? Ker jaz se recimo spomnim, se spomnim praktično tako, mislim, ker sem jo tudi, ko sem šel brati na izust, čeprav sem ugotovil, da veliko stvari ne, ampak tako plot outline, pa cel, tudi z vsemi, mislim, tudi s kakšnimi temi stvarmi, ki jih ne bi smel vedeti, ampak pustimo. Ampak zdaj, ko sem šel pa gledati za naprej, za drugo knjigo, sem pa ugotovil, da ene stvari so mi pa čisto padle z glave, tako da koliko ima ta tudi tega Ja, jaz sem v isti moment. Točno tako kot ti. Prva, mislim, da je mama, veš, straight forward, vem, kaj dogaja. Ja. Druge pa tudi isto. Ja, kva? Ok. Tega pa nisem vedel. Te momente imam kar dost, tako da sem bolj... Ja, veš kaj, meni je pa glik zaradi tega, ker imam uno buklo, ki je cela, ne? Jaz nisem nikoli to tako po ločenih delih bral, ne? Vidiš. Prednost Biblije. Ja, tako in je v bistvu zame se sploh knjige ne končujejo, ne, zame se zaključ pač s koncem, ne, z unimi besedami stvarnikovimi, ne. Ne, pri meni se začne z Arturjem Dentom in konča z Marvinovo bolečinami v diodah in stvarnikovimi besedami. Zanimivo. Veš, koliko forma knjige narekuje, ne, v bistvu cel skop. Doživetje, ja. Ja, super. Ali je dobro, da te mava. Za naj bo to spet novo doživetje. Mislim, novo doživetje. Ne, seveda pa so pač eni deli, ki ti bolj ostanejo v spominu, ki so ti, ne vem, res smešni, ki jih v nekih določenih oblikah jih, ne vem, lahko uporabiš tudi kdaj za kakšen joke, ki so, ne vem, ki so v bistvu dejansko res taki večni citati noter, veš, ki se res dejansko lahko kar vrneš not, pa se narežiš vsakič, ko odstavek znova prebereš, se narežiš, veš. Jep. Dobro je, dajmo zapeljati to domov. Tako.
recenzije smo že, ne, v bistvu recenzije ni. Če lahko Alojz Kodre pokliče na našo tajnico, 05, zdaj sem pozabil. 68 685. Ok, hvala Zi. Potem lahko to storiš tudi ti. Ne? Pa če je prejšnji teden Damjan to naredil, lahko storiš tudi ti. Tako da lepo povabljena in se poslušamo. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse revije.si. Hvala lepa. Hvala. Evo. Imamo to mi